Lep dober večer vsem nam in vsem vam in vsem, ki ste se nocoj zbrali tukaj v prostorih Društva za srečno življenje Belis. Naj vam povem, da je ta intervju, ki je bil vrhunski, da je povedal res tiste stvari, ki jih mora povedati, in stvari, ki smo jih govorili 3 leta in pol, pravzaprav 4 leta. In prav je tako, da dobimo informacije, da smo suvereni, da nam nobena vlada ne more naše svobodne volje vzeti. Lahko nam seveda kukavičje jajce podstavijo, češ da je nekaj svobodno, ampak vedno imejte pred očmi, da so zastonj stvari, ponujene stvari strani vlade vedno vprašljive. Treba je vedno odkriti, kaj je za tem, kaj stoji za tem. Ker ko se enkrat odločiš, podpišeš, je žal prepozno. Tako, vsem krasen dober večer, vse lepo, rad vas imam, lepo vas je videti, hvala, ker ste si vzeli čas. In gremo tako kot ponavadi. Bom jaz poskušal predstaviti stvari. Nocoj, če boste imeli še možnost in čas in vas ne bo spanec premamil, seveda vas povabim, da ne zamudite filma tedna Minimalizem, imel boš nič in boš srečen, ampak ta film ima v bistvu dvojno sporočilo. Ima dobro sporočilo in ima sporočilo, o katerem se pogovarjamo, imel boš nič in boš srečen. V bistvu je film o iskanju sreče, odpoved stvarem baje osrečuje. Jaz se 100% ne strinjam s tem, zaradi tega, ker v stvari lahko vdahneš dušo, lahko te pa osrečijo tako kot nov avto za pol leta ali pa mobitel za 14 dni, potem pa nisi več srečen. Lahko si pa z mobitelom tudi zadovoljen, če veš, kako in kaj ravnati, ali pa s kakšno drugo stvarjo. Vendar je treba vedeti, da to, kar bomo videli nocoj, kako mobitelom prisluškujejo, kaj se vse dogaja, bo zelo zanimivo. Tako da povabim vas ob 20. uri, da ostanete, da si pogledamo ta film. Torkov večer bi vas rad opozoril oziroma povabil, da imamo to vsak teden. Naslednje srečanje bo 27. februarja ob 19:30 uri in usmeritveni program ste dobili po mailu, kdor želi, lahko kljukne. Imamo temo, ki je predvidena, če bo pa kaj ažurnega, aktualnega, bomo pa tudi to spletli zraven, tako kot vedno dodamo še dodatno vsebino. Program srečanja danes, gremo torej naprej, sobota 24. februar 2024 in najprej seveda vprašanje za pregled zapisnika 151. srečanja Društva Belis z dne 17. januarja oziroma februarja, 2024. In vas vprašam, ali ima kdo kakšno pripombo na naš zapisnik. Torej, hvala lepa. Smatram, da je zapisnik iz 151. srečanja soglasno sprejet in ga bomo lepo spravili v naš tekoči arhiv. Hvala lepa za tole. Po tej kratki predstavitvi nocojšnjega programa bo Mihael Belis imel informacijsko korupcijo, zelo zanimiva tema v naraščajoči grožnji v naši digitalni dobi. To se pravi, sedaj predstavlja nov in zaskrbljujoč trend v digitalni dobi. Nanaša se na zlonamerno manipulacijo z osebnimi podatki, čemur smo vsi priče, osebne izkaznice, biometrični podatki, potem potni listi in druge stvari. In ta oblika korupcija se kaže na različne načine, od kraja identitete, širjenja vladnih dezinformacij in propagande, do vdora v računalniške sisteme z namenom kraja podatkov in uničevanja posameznikov, društev, družb, podjetij, ne boste verjeli, celo celih nacij. Tako da je to silno težka in nevarna zadeva za nas posameznike, da pridejo naši osebni podatki kompromitirani in ko so enkrat ukradeni, zelo težko dobimo identiteto nazaj. Veliko takih primerov je in še vedno več jih bo, kajti vse se seli v oblak, vse se seli v računalnike. To se pravi, vabljeni tudi danes k razmisleku o tej temi, ko bomo imeli, v mailu sem vam poslal tudi link, kjer pa za masovno vladno cenzuro je pa seveda en znanstvenik
odkril besede, ki jih uporabljajo, ki so sicer lepe za slišati, v resnici pa pomenijo popolnoma nekaj drugega. Ko se začnejo oglašati akademiki, ko se začnejo oglašati profesorji, znanstveniki in tako naprej, je to vse naročilo politike in to je spet eno tako jajce, a ne, ponarejeno, ki po naročilu politike se skrije za te razne naslove, doktorje in tako naprej za izvedbo vsega tega, kar pač je. In se vam splača seveda to poslušati. Slovenija je pa itak dela po smernicah Evropske unije, v tem pogledu sledi točno temu programu. Božje življenje bo predsednica društva Eveljana Belis, dejansko koncept, ki buri duhove že od nekdaj. In razprava o božjem življenju je, kot smo rekli, kot potovanje v neznano. Vsak korak prinaša nova spoznanja in odpira nove perspektive. Kar je zanimivo, a ne, zadnji stavek v tem sporočilu: brez vere bi bil naš razum omejen na otipljivo, brez razuma pa bi bila naša vera slepa. In več o tem bo povedala Eveljana. Potem sledita film, o katerem sem vam že povedal, Minimalizem, Imel boš nič in boš srečen. Zdaj tukaj nastane vprašanje, ali je samorazlastitev formula za pravo srečo, kot jo sugerira film Minimalizem. Ali bodo res drugi, država in tako naprej, skrbeli zame, zato ker če imaš zelo malo, če nimaš nič, si res odvisen od sosedov, od prijateljev, od države, od službe in tako naprej. Da bodo dolgotrajno skrbeli za nas, kajti samooskrba je dejansko ključ do samostojnosti. In za samooskrbo človek kar potrebuje nekaj stvari, da se oskrbuje. Ali prihaja čas, ko je samooskrba postala moteča, ker moti našo srečo, bomo skozi ta film skušali razmišljati. Tukaj so sicer neke stvari napisane in vas povabim, da o tem seveda tudi razmislite, preberete, ker film je dejansko dvorezen meč. Na eni strani ponuja srečo z nič, po drugi strani pa človeka v resnici na dolgi rok osrečujejo odnosi in ne stvari, ki prinašajo le kratkotrajno srečo. Pravijo kot muha enodnevnica, a ne. Zdaj tako film razkriva kulturno pripoved, ki se je v bistvu zdaj razvijala skozi desetletja v Ameriki pod imenom 333. 333 je ime programa za 333 stvari, ki jih imaš. Od oblek do stvari v stanovanju, ne. Mislim, v takšne detajle so se začeli ljudi celo spuščati. Film si bomo skupaj ogledali, oceno, glejte, vtise in misli iz filma pa bo moral po ogledu filma predelati pač vsak zase osebno in oceniti, kje se v življenju nahaja in v bistvu kaj ga najbolj osrečuje. Danes smo naredili nekaj novosti, in sicer nam je uspelo, da smo ta redni Zoom, imamo sicer itak mi vedno live stream, ampak uspeli smo ga nekako povezati hkrati na Rumble, na Odisee, na YouTube in potem pa še tudi na Telegram, tako da nekako malo gre, a ne, da gre malo okrog stvari, da se malo razširi. Če nas že povsod blokirajo z ene strani, smo pa mi rekli, bomo pa pokukali ven z druge strani, a ne. Tako da se ne pustimo kar tako ustaviti. Dobro, tukaj je tudi Telegram. Če kdo od navzočih še ni na Telegramu, tukaj glejte je QR koda, dobili ste jo tudi po elektronski pošti, kliknete z mobitelom, preberete in ste v naši dobri družbi na Telegramu, v društvu za srečno življenje Belis, kjer je preko 700 članov noter, kjer si dopisujemo, se pogovarjamo, pridejo razni članki, obvestila in vas povabim seveda, da se nam pridružite, ker druga omrežja so več ali manj blokirana, onemogočajo razne dostope, deljenja, copy-paste, znižujejo števce, ne, recimo realnih pogledov sploh ni več, ker če imaš števc visoko številko, potem rečejo ljudje, aha, to je pa dobra tema, bom pogledal. Če je majhna številka, reče, že na prvi pogled vidi tam gor, ne vem, 30 ogledov, reče, to pa ni pomembno, a ne. In na tak način v bistvu goljufajo tile tehnologi, uveljavljajo svoj prav in to so ta gnila jajca, ki se preoblačijo
to laž hočejo spraviti v obliko resnice. In še obvestilo, še enkrat, za tiste, ki niste bili prejšnji teden, a ne, Misteriji ponujajo posebno kodo za popust, ki jo vpišete ob naročilu, če bi kdo želel revijo naročiti. In namesto 68 evrov boste lahko plačali za 12 številk za letno naročnino 69 evrov. Se pravi, Misteriji za društvo Beli, za člane, da 10 evrov popusta pri letni naročilu Misterijev. Tako da to, kar se tega tiče, sem danes odkril en članek, sem ga naknadno dal v poročilu. Kemoterapija, in to je prava resnica o kemoterapiji. Priporočam, da si preberete to. Neodvisne raziskave kaj potrjujejo, skratka, stvari se vedno bolj odpirajo in povejo vse, kar je res in kaj ni res. Dobro, Mihael Belis bo čez nekaj trenutkov vam predstavil informacijsko korupcijo, naraščajočo grožnjo v digitalni dobi.